V čem se slovenski mediji moramo izboljšati? Tisto, na kar sem jaz danes opozarjal, je to, da ni treba za ceno oziroma v imenu politične korektnosti ali pa svobode govora izenačevati strokovnih argumentov ali pa znanstvenih argumentov z mnenji drugih ljudi, ki niso strokovno podkovani, ki imajo mogoče zelo partikularne interese, zakaj imajo taka mnenja, zelo partikularne razloge, zakaj imajo taka mnenja. Enostavno ti dve stališči nista primerljivi, ker je eno utemeljeno, drugo pa ni utemeljeno na prav način. Če gledam recimo 10-15 let nazaj, si bolj čutil kdo stoji za kom, kateri politik hoče, da se o njem tako piše. Zdaj pa najbolj že kriza nažalost pokazala zobe tudi v medijih, da vidite, da od politike, ki je dosti koristen, ne bolj podpirate leve ali desne, pa ne vem kjere, in da ste zmeri bolj kritični in zmeri bolj z distanco do teh centrov moči. Nekaj je sigurno pa zahtevati nekaj, kar se po celem svetu dogaja, da se informacije blazno hitro, par ur na prvi strani internetni, potem pa že dol pa druga. To za en tak pogled na družbo je prehitro. Tega bralci ne morejo zabsorbirati in predelati. In potem se skupaj nastaja neka zmeda, že eno schizofreno stanje, ker se sam bombardiran z informacijami in ne znaš pa tega obdelati in iz tega nekaj pozitivnega ali pa negativnega ali pa nekaj pametnega ven povlečne. Ni zmeraj nek dogodek, ki se zgodi, hkrati del neke res velike zgodbe, ki jo je treba linearno skozi čas najti razloge, vzroke, najti neke povzročitelje, namen v ozadju, cilji, da včasih obstajajo neki dogodki, ki preprosto se zgodijo. Obstajajo neki razpršeni razlogi, zakaj se to zgodi, ni pravega namena zadaj. In to, kar si želim, je, da bi novinarji znali ločiti med temi dogodki, ki se pač zgodijo, so neki partikularni dogodki v naših življenjih in niso del nekih velikih zarod, velikih zgodb in si jih na ta način nima smisla predstavljati, zato ker zavajajo. Zato sem pač dala ta primer, ker se je zgodilo z primerom McDonald'sa, ki odhaja iz centra mesta. Razlogi so bili majhni, razpršeni, podjetje odhaja zaradi nesporazuma z lastniki oziroma nezmožnosti, da se dogovorijo in nima to nič veze z veliko zgodbo Maribora o praznjenju stavb v centru mesta in podobno. Velikokrat je kritika medijev, da premalo dobrih novic objavljajo. Jaz mislim, da to ni res. Ko govorim z novinarji, ko vidim zgodbe, dobrih novic je tudi kar veliko. Tisto, kar je pa res problem, je pa to, da slabe novice se poglobljeno objavlja, poglobljeno v bistvu poroča, dobre pa izjemno površno. In včasih v bistvu tisto, kar bi mogli zvedeti o dobrih novicah, kaj je v resnici zadaj, da bi lahko mogoče nas inspirirali ali pa koliko je bilo truda vloženo ali pa tveganja ali pa neuspehov prej. Nekaj, kar bi pričakoval, ti si izostane. In tako dobimo eno tako izkrivljeno sliko, kaj je uspeh. To je nekaj, kar se zgodi drugim in zgodi se zato, ker zadanejo na loteriji. In tukaj se mi zdi, da ni treba ogromno energije, ni treba spremeniti, kako ljudje delamo, bi se dal precej izboljšati v bistvu poročanje. Stališča, ki niso strokovna, pač ne morejo biti enako izpostavljena, na enak način izpostavljena, ali pa se jim ne sme pripisovati iste teže, kot so to pač znanstvene stališča, kot znanstveni stališča. Jaz mislim, da uravnoteženost je tukaj neke sorte alibi, zato da uredništvo ne zavzame jasne pozicije do problemov, v razmerju, do katerih je popolnoma možno zavzeti jasno pozicijo. Ali so takšne stvari, na katere smo pa slovenski mediji lahko ponosni, oziroma kaj je po vašem mnenju tistega dobrega v našem medijskem prostoru? Jaz mislim, da je veliko dobrega. Poznam kar nekaj novinarjev in kdaj me presenetijo. Ne vem, recimo, najbolj me je tako, sem si zapomnil, da večkrat sem kakšne intervjuje dejal, včasih se ti je kdo malo nepripravljen. Potem sem pa dal intervju za recimo Playboy, kjer sem pričakoval, da bo dosti enostavno in novinar me je bombardiral z zanimivimi vprašanji, ki jih niti pričakoval nisem. In so bila relevantna, super. In marsikdaj se kaj takega zgodi in takrat ti je super, ko uživata oba, novinar, ki dela nekaj res dobrega in tisti, o katerem se poroča ali pa organizacija, o kateri se poroča. In mislim, da ni razlogov, da se ne bi dobro delali. Verjetno so bili mediji
mogoče celo edini prav branik ohranitve javnega zdravstva, ne, da vse ostalo je bilo ali šibko ali pa blef. Ne. In če ne bi bilo res spremljanja medijev, kaj se dogaja z zdravstvom, bi zdravstvo doživelo usodo gospodarstva. Ko smo se zavedli, da so tovarne pokradene šele takrat, ko so propadle. In na srečo s te mediji to preprečil, pa da se v naslednjih letih to zdravstvo ne bo zgodilo. To, da mediji dobro, vsaj količinsko dobro spremljajo recimo te razvojne zgodbe, kar mi razvijamo z CAP-om, zdaj v Tkalki, socialno podjetništvo, zadružništvo, družbene inovacije, se novinarji dobro odzovete, prihajate, spremljate. Jaz bi se sicer strinjala tukaj z enim sogovornikom pred mano, Andražem Torjem, ki pač je rekel, da se mu zdi, da dobre zgodbe so premalo poglobljene, zato ker so seveda premalo senzacionalne. Ne? In da bi si morali novinarji vzeti več časa za poglobljeno obravnavo dobrih zgodb, ker s tem se širi znanje, ozaveščenost o teh stvarih. Ja, veliko stvari se da pohvaliti. Tako kot je dr. Brecelj danes izpostavil, očitno ste bili branik javnega zdravstva, jaz mislim, da je to neprecenljivo. In tudi, tako kot sem jaz rekel, obstaja veliko ljudi, veliko urednikov, ki so odgovorni, ki so profilirani, ki imajo pogum, ki imajo znanje, da dobro pišejo o problematikah, ki se jih lotevajo, in jaz mislim, da je to sigurno za pozdraviti.